On govori slovensko, ti govoriš češko. Kaj je uradni jezik družine? Prleščina. Prleščina. Dragi gledalci in tudi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem podcastu Neokvirjeno, kjer se bomo ukvarjali med drugim tudi slovenskim jezikom in seveda tudi z življenjem na Češkem. Z nami je namreč Mateja Kosi, ki prihaja sicer iz Prlekije, sedaj pa živi v Brnu na Češkem, kjer predava slovenski jezik. Lep pozdrav, Mateja. Lepo pozdravljeni. Torej, če začnemo pri samem študiju, kako to, da si se odločila študirati slovenščino, pa zakaj v Ljubljani, ne v Mariboru? Dobro vprašanje. Nekako sem imela ves čas že to željo, da grem študirati v Ljubljano. Ne zato, ker v Maribor ne bi šla, ampak Maribor mi je bil tako domač, da mi ni predstavljal nekega posebnega izziva. Ljubljana se mi je pa takrat zdelo ogromno mesto, kar je zdaj seveda že mal drug pogled na tole, ampak takrat se mi je zdelo eno veliko mesto z ogromno priložnostmi in nekako sem imela občutek, da bom imela več priložnosti, če grem v Ljubljano. Pa tudi v meni je bilo nekaj malo uporniškega, da grem v glavno mesto in da se tudi tam, kot vaška deklica iz Prlekije, ne bom izgubila. In se nisem. Kako pa slovenščina nasplošno, zaradi tega, ker je tudi mama študirala v to smer? Ja, izbrala sem si slovenščino in zgodovino. Oboje v bistvu zelo kmalu v času ljutomerske gimnazije. In sicer si mislim, da mi je to slovenščino res dala mama, ki, kot sva se pogovarjala, ni celo svojo kariero učila slovenščine, ki jo je študirala. In zato mogoče je imela en tak pogled na to slovenščino, ne čisto učiteljski. Samo eno izredno ljubezen mi je privzgojila do slovenščine. Jaz imam še starejšo sestro, ki je tudi študirala slovenščino in nemščino, tako kot mama. Ona se je sicer odločila za študij v avstrijskem mestu v Gradec, tako da ima študij končan tam, ampak s tem, da je bila najprej mama, potem sestra, sta mi menda nastavili nek izziv, da moram tudi jaz iti na slovenščino. V zgodovino me je pa vpeljal oče, ki je sicer obramboslovec, ampak vseeno izredno dobro pozna zgodovino. Veliko stvari mi je razlagal zgodovinskih, predvsem 19-20 stoletje, kar je bilo tudi potem na študiju moje najljubše obdobje na študijsko. Tako da nekako nisem imela dolgega razmišljanja o tem, kaj bom študirala. Trajalo je sicer tam do 3. letnika, ko smo sploh začeli razmišljati o tem, da kamorkoli gremo. In ne vem, to je bila preprosto moja pot, ki sem si jo zadala in ki mi je na srečo uspela. No, sedaj sva začela v Ljubljani, dejansko prihajaš iz Prlekije, Mateja prihaja iz Ljutomera, najprej iz Cvena, potem ste se preselili v Ljutomer, potem pa kaj, na Cvenu osnovna šola, pa v Ljutomeru gimnazija. Tako, prva 4 leta na Cvenu, ker je podružnična šola, potem ljutomerska osnovna šola v ljutomerska gimnazija. To je bila nekako jasno začrtana pot, glede na to, da sem pač v tistem obdobju tudi trenirala odbojko, ki je bila vezana na Ljutomer. Tako da glede srednje šole sploh nisem razmišljala, da bi kamorkoli odšla iz Ljutomera. Poleg tega imamo eno od najboljših gimnazij, sploh v takratnem času je bila to res ena od najboljših gimnazij v Sloveniji. In dejansko se je tudi pozneje videlo, da so nam dali zelo, zelo dobre osnove. Ja, omenila si odbojko, saj Prlekija in Slovenske Gorice se v nekaterih predelih dejansko prepletata, ampak na nek način smo te videvali tudi v Benediktu pred leti, seveda še. Ja, tam sem bila že bolj v vlogi navijačice, takrat nisem več aktivno igrala, oziroma takrat, ko so ljutomerske igralke nekatere odšle igrati v Benedikt, sem bila jaz samo še podpora, moralna. Moralna podpora. To je bilo takrat, ko se je Zoran Koletnik preselil iz Ljutomera v Benedikt. Točno tako. In kakšne spomine imaš, da ne bomo govorila samo o slovenščini, tudi na odbojko, pa odkot, mislim, kaj te je pritegnilo k tej odbojki, k aktivnem športu?
Ja, tudi to, da se je ljutomerska odbojka načeloma nekoč davno začenjala na Cvenu in sta bila oba moja starša odbojkarja, sicer rekreativna, to so bili taki začetki bolj na asfaltnem igrišču, ali sploh ne vem v bistvu točno, kje so igrali. Cela družina naša je bila povezana z odbojko. Očetova družina nekako, tudi bratranec je bil moj prvi trener, moj bratranec, tako da odbojka je bila tudi nekako dana. Namizni tenis in odbojka, glede na to, da sem punca in nisem šla v tistem času igrati nogomet, je bilo to skoraj nekako mi v zibko položeno. Spomini na odbojko so pa izredno lepi. To je bilo eno prelepo obdobje, ko v bistvu je bilo vse drugo na stranskem tiru. Ne? Šola ni bila tako pomembna, kot je bila pomembna odbojka, sploh ker sem v ta klub oziroma v to člansko ekipo prišla ravno v obdobju, ko je članska ekipa prišla v prvo ligo, kar je bil za naše mesto ogromen uspeh. Takratni gospod Boris Lebar, takratni direktor Mariborske zavarovalnice, ki nas je takrat sponzorirala, je v bistvu za to odbojko dal dušo. To šele zdaj s to distanco časa znam oceniti, koliko so ti ljudje za to odbojko naredili. In takrat je to bil en uspeh celega mesta. Vsi so nekako živeli z nami s to odbojko, tribune so bile čisto polne. To je eno res prelepo obdobje. Poleg tega pa jaz vedno pravim, da me je odbojka naučila funkcionirati v ženskem kolektivu. Da bi brez tega mogoče kot učiteljica v ženskem kolektivu težje shajala, ker na vse zadnje sem odraščala v tej ekipi in sem prišla v člansko ekipo, že prej sem od 11. leta približno sem redno trenirala. Pri 14 letih sem pa že prišla v člansko ekipo, kjer smo imeli starostni razpon skoraj 10 let, recimo. Tam od 14 do 24 nekako smo se gibali in dejansko je en del vzgoje potekal tudi znotraj te ekipe, ker se je bilo treba prilagoditi, bilo je treba delati za skupno dobro in to je tisto, kar nam je po moje ta odbojka vsem v ekipi dala. Me se tudi še vedno, ko se srečamo, to je tako pristno, srečno srečanje, da se vidimo, res. Ja, naučiš se, pri športu, v takem kolektivnem športu se naučiš timskega dela. Ja, in discipline, Vsak šport, to pa ne samo timski šport, ampak vsak šport nauči discipline, točnosti, tudi sprejemanja avtoritete, kar tudi pozneje skozi vse življenje, sploh glede na to, da sem jaz vedno zaposlena, nisem samo zaposlena, ampak sem zaposlena pri nekom, vedno imam nad sabo nadrejene, sploh v trenutni službi imam mogoče celo večji krog nadrejenih, kot jih imamo sicer na delovnih mestih, tako da si mislim, da mi je to samo pomagalo. Drugače pa odbojka je taka moja življenjska ljubezen, ki mi je sicer prinesla tudi 5 operacij enega kolena, ampak še poleg tega ne morem brez te žoge, tako da vztrajam in me sin vsakič, ko grem na odbojko, vpraša, če res ne bom prišla na Berglah domov. Je potem še rekreacijsko se še vedno ukvarjaš? Kaj poškodba je bila potem tisti vzrok, da si profesionalno nehala z odbojko? Ja. Sem se sicer trudila še po poškodbi in po prvi operaciji, ampak nikoli koleno ni več dobro delovalo, kar je bilo žal že pri nekih 20 približno, da se je vse skupaj na mal višjem nivoju končalo. Zdaj pa sem imela eno zelo veliko srečo, ker z odbojko je ta problem, da človek rabi ekipo. Ekipo ljudi, s katerimi se pozna, da nekako spada tja, in pa ki je približno na enakem nivoju igre. Da se ta igra nekako da poteka ta igra. In sem imela srečo, da sem tudi v Brnu našla tako skupino ljudi in da lahko hodim tam rekreativno, vsej za ta psihološki ventil hodim na odbojko. To je bilo moje, zdaj si me prehitela. Oprosti. To je bilo moje naslednje vprašanje. Potem odbojka, ko prideš domov v Ljutomeru ali tudi v Brno. In si že odgovorila, da ja. Ja, v Brnu, ampak tudi v Ljutomeru zdaj nekdanji odbojkarji ljutomerski obujajo
moški odbojkarski klub, obenem pa gonilna sila vsega tega je nekdanji odbojkar Marko Savič, ki želi spodbuditi tudi to, da bi začeli tudi veteransko malce igrati rekreativno in mu to počasi zdaj čez poletje že tudi uspeva, tako da upam, da potem, ko bomo v soboto v Ljutomerovsko šolsko leto, da me bo pa tam že tudi čakala možnost, da grem igrati. Kaj pa potem bivši trener živi na Kanarskih otokih, mogoče bi ga bilo dobro obiskati. Ja, Zoran, če bo to pogledal, točno ve, da sva se tudi o tem že pogovarjala in da je to bilo v načrtih za letošnje poletje. Ampak letos na koncu to ni bilo čisto izvedljivo, ker je bilo poletje prej zasedeno, kot smo uspeli priti do Kanarskih otokov. Ampak absolutno je to eden od mojih bližnjih ciljev. No, midva sva se srečala lani na 30. obletnici odbojkarskega kluba Benedikt in sva se dogovorila, ker sem mu povedal, da pridem za novo leto v Španijo, da se dobimo v Malagi, ampak dejansko so se nama potem križali dnevi, tako da sem jaz 2 dni prej odšel z Malage, ko je on prišel tja, tako da se nisva srečala, ampak upamo, da ste srečali. Res škoda, boste morala spet splanirati, mogoče se pa vsi trije srečamo v Malagi. Ali pa na Kanarskih otokih. Ali pa manj planiranja. Tako smo se mi srečali, ko sva te prišla iskat na leto dejansko. Pa res. No, naj povem, da z Matejo smo se srečali prvič v Brno in ker nam je povedal prijatelj Sandi, da je tam ena dobra profesorica slovenščine in če sva že tam, da jo naj obiščemo, ker je videl na Facebooku, da sva tam in potem smo Matejo iskala na univerzi in je ni bilo, potem za uro, kar dokaj hitro si se oglasila in popoldne smo že bili na kavi in potem ugotovili, da dejansko Mateja prihaja z Prlekije, da je z naših koncev. Ja, Sandi Purga je dober povezovalec ljudi, to je v redu. Ja, on kar tudi živi nekako pred Slovaško in Slovenijo. Tako, odbojka, poškodba ti je potem preprečila to profesionalno pot, ampak, kot smo že dejala, študirala si slovenski jezik v Ljubljani, končala in potem Velika nedelja se pravilno izgovori. Mala nedelja. Mala nedelja, mala nedelja, ne velike. Ona pa je. Ona pa je, ja, tako, ampak je bil ravno gost v našem podcastu, je bil Igor Plohl, ko je na vozičku, ko je piše knjige, ne, in je posebej povedal, jaz sem doma iz nedelje, reče ne nedelje, tako da ni pravilno, domačini tako rečemo. No in potem si se vrnila v Malo nedeljo, kjer si začela s poučevanjem slovenščine. Ja, najprej sem v bistvu še nadaljevala na tistem starem magistrskem programu na dialektologiji, ki sem ga potem po nekaj letih tudi končala, vmes je pa prišel še otrok in pripravništvo pri Mali nedelji na osnovni šoli, takrat še volontersko pripravništvo, ki sem ga tako nekako dobro skombinirala v bistvu s časom porodniške in s časom študija, tako da so te prve izkušnje prišle na način, da sem delo samo bolj vzljubila. Delo, ki sem se ga sicer bala in sem imela veliko strahu spoštovanja do tega učiteljskega poklica, tako da sem celo vmes v času študija povedala, da tega si pa jaz ne bi upala, da učiti iti pa si res ne upam, da je to pa pretežko in da je to delo, ki izčrpava, in potem sem že v tistih prvih mesecih tega pripravništva ugotovila, da je to predvsem delo, ki ogromno daje. Ker je delo z otroki izredno lepo. Jaz mislim, da če je v ozadju ta osnova imeti rad otroke in čutiti, da si rojen za to poslanstvo, kar poslanstvo zagotovo je, si mislim, da to predvsem daje, ne jemlje. Potem po pripravništvu sem nadaljevala še 1 leto na osnovni šoli Beltinci, kjer sem učila slovenščino, delala sem še v podaljšanem bivanju. Tam sem celo ugotovila, ker sem delala v 2. razredu, sem imela podaljšano bivanje, da bi se verjetno našla tudi kot vzgojiteljica, ker sem tudi z manjšimi otroki zelo rada delala. Potem je pa tam prišlo eno prelomno obdobje. Vse se zgodi z nekim namenom. Vse se zgodi z namenom, neverjetno. In vse se je odvilo v bistvu, odločitev se je odvila v roku 3 dni. Prva informacija je bila, da iz Brna odhaja moja predhodnica Laura Fekonja Fontaine,
s katero sva skupaj študirali, bili skupaj na izmenjavi v Pragi. Sem bila pri njej na izmenjavi v Brnu, ko je ona že delovala kot lektorica in sem bila z njo tudi že v razredu, tako da sem videla, kako delo poteka. Ne da bi sploh pomislila, da bo moja pot kadarkoli odšla kamorkoli v tujino. Jaz sem se res videla v Sloveniji. In 3 dni zatem so mi v šoli povedali, da zame nimajo več ur slovenščine za naslednje šolsko leto, ker pač ur ni dovolj, da me lahko obdržijo v podaljšanem bivanju, ampak da žal ne bom mogla delati dela, za katero sem se navsezadnje izobraževala in sem ga želela delati. In to mi v osnovi ni bilo preveč všeč samo zato, ker so takrat vedno krožile govorice, da ko človek potem enkrat začne delati samo v podaljšanem bivanju, da je zelo težko priti na drugo šolo, kam učiti na predmetni pouk. No. Tako da sem takrat razmišljala, da to mogoče pa ni najboljša varianta, čeprav mi je bilo delo na tisti šoli sploh zelo, zelo všeč, tako da bi z veseljem ostala na šoli. In potem, ko sem z Lauro nekako debatirala o tem, da ona odhaja, da se zdaj ta mesto izprazni, vem, da sva tudi nekako v pogovoru skupaj prišli do tega, da mogoče pa to ni tako slaba priložnost, tudi če bi poskusila jaz tam učiti. Imela sem sicer majhnega otroka, ki sem vedela, da bo šel z mano. In nekako je zelo kmalu dozorela ta želja, da to poskusim. To je bilo obdobje, ko še ni bilo doštudiranih bohemistov v Sloveniji. To pomeni, nisem še imela konkurence med ljudmi, ki bi imeli že diplome iz češčine, in sem bila s svojim nekim znanjem na enem nivoju B1, torej nekako sem se bila sposobna dogovoriti, seveda to ni bilo nekaj tekočega in lepega, ampak vseeno nisem bila nepoljubljena od češčine. Sem v bistvu imela zelo dobre možnosti za to, da me pošljejo nekam, kjer pouk tudi ne poteka v angleščini, sestanki so v češčini. Ja, pa verjetno nisi šla za stalno, samo za kako leto, 2 verjetno. Absolutno, za 1 leto. Potem mogoče za 3 leta, preden gre sin v šolo. Zdaj sem pa tam 13 let, no. Zdaj se bo začelo moje 14. šolsko leto. Saj veste, človek planira in potem se stvari splanirajo tako, kot se morajo. No. Tako, ja, tako. Je zanimivo, ne, da ti je ta Češka nekako bila vse skozi že usvojena, ali kaj te je vleklo na Češko, ker si že bila tam na izmenjavi in vse, ne? Ne vem. Jaz, ko sem prišla na Češko, nekoč sem se tam vsakič počutila doma. Tako, jaz sem vedno pravila, da je moja duša našla dom, kot pravi Kundera, da prišla sem tja, okrog mene je zazvenela češčina, ki je takrat še niti prav razumela nisem in sem se počutila dobro. Poleg tega, da sem bila tudi takrat tujka in sem zdaj tujka tam, da je češka kultura kljub stereotipom o odprtosti dolgo zelo zaprta za tujce. Oni so zelo odprti, zelo nasmejani, ampak do tujcev so zaprti in traja, da sprejmejo tujca res medse na način, da ga popolnoma vključijo in da postanemo njihovi. No. Ne vem, kar nadaljevale so se iz ene poti v drugo na Češko in ene izmenjave v drugo, ne vem, očitno sem res tam doma. Tako, in potem si začela tam s predavanje slovenskega jezika. Verjetno se marsikdo vpraša, kaj to pomeni. Sredi Brna predaje slovenščino. Kdo te posluša, koga to zanima? Absolutno. To je najbolj tipično vprašanje. Kdo pa se tam uči slovenščino? Kdo pa so ti ljudje, ki se to učijo? Ne? Zakaj slovenščina na Češkem? Ja, naši študenti so, večinoma so po narodnosti Čehi, veliko, skoraj, ne vem, v procentih ne bi vedela povedati, ampak kar velik delež je Slovakov in že prej je bilo kar nekaj Ukrajincev od vojne na Ukrajini, je pa še precej Ukrajincev, glede na to, da ima Češka zelo veliko ukrajinsko manjšino in da je veliko Ukrajincev tam našlo svoj azil. Tako da to so nekako po narodnosti. Imam še eno prav posebnost na lektoratih slovenščine po svetu. Imamo še enega študenta Vietnamca,
ki je sicer češki Vietnamec, ne, eden od teh potomcev priseljenih Vietnamcev na Češko, ampak če se ne motim, je tudi edini Vietnamec, ki študira slovenščino, ki je prav na specializaciji in bo zdaj zaključil magistrski študij, govori tekoče slovensko in je tudi pač nekaj posebnega je, ker gre za neko drugo jezikovno skupino, ne, češčina ni njegov materni jezik, ampak je naučeni jezik. Zelo drugačna izkušnja je, no, ker gre za drugo kulturo. Drugače, zakaj se za ta študij odločajo? To je večinoma ena izredno velika ljubezen do Slovenije, o čemer jih zelo razumem, ker očitno tako, kot sem se jaz enkrat v življenju zaljubila v Češko, se oni zaljubijo v Slovenijo. Pridejo v Slovenijo, pridejo recimo tudi čisto na dopust, ugotovijo, da se tukaj počutijo dobro, vsi so navdušeni tako nad državo v smislu dežele, v smislu pokrajin, raznolikosti Slovenije, nad hrano so navdušeni in predvsem jih očarajo ljudje, ker so zelo odprti, zelo prijazni, večinoma naletijo res na nasmejane obraze, ki jih z veseljem sprejmejo in potem nekako preko tega začutijo, da je to mogoče tudi nek njihov dom, njihovo poslanstvo, radi bi se ukvarjali s tem, začutijo se v tej slovenščini. Velikokrat ti študenti že prej recimo pridejo še na kakšno leto izbirnega predmeta slovenščine, in potem ugotovijo, da bi s tem radi nadaljevali. No. Večinoma to so pravi entuzijasti. Jaz pravim, da sicer teh študentov, ki so prav na specializaciji, ki so res diplomirani iz slovenščine, nimamo veliko, ampak so pa toliko bolj srčni, toliko bolj zagnani in tako entuzijastično se posvečajo temu, da je to potem tako lepa slovenščina, da skoraj ni slišati, da so tujci, no, kot zaključijo. Pa tudi poznavanje Slovenije. Ne gre samo za jezik, gre za to, da se oni uživijo v to našo kulturo, poznajo glasbo, poznajo običaje. To so pravi poznavalci Slovenije. No. Zanimivo se si tudi, ko smo se pogovarjali v Brnu, si rekla, da so Čehi zelo zaprt narod dejansko, ne, ampak ko te spustijo med sabo, ja, ampak da tujca spustijo, kar traja en čas, ne. In zelo dobro je tvoje razmišljanje, ne, ker govoriš z izkušenj, ko si dejala, ja, spustijo te med sebe, ko ti nisi nesramen do njih, ko postane z njimi vljuden si pa lahko takrat, ko zelo dobro, ko pač popolnosti razumeš njihov jezik, ne. Kako dolgo si ti potrebovala, na primer, če pogledava, ti si prišla dejansko, preselila si se na Češko in potem še z otrokom, dejansko, kako je to vse skupaj izgledalo? Tam je trebalo urediti in verjetno varstvo, vrtec, stanovanje in vse te stvari. Ne vem, koliko si sicer znala jezika, ampak je bilo verjetno kar zanimivo. To so na začetku kar frustracije. To menda razumejo samo tisti ljudje, ki so se v tujino dejansko preselili, ker nič ne poteka tako, kot si navajen doma. Vsako stvar iščeš, vsak izraz, ki ga rabiš na raznih uradih iščeš, niso pripravljeni pomagati v češčini, niso bili pripravljeni, ne vem, koliko so naši uradniki dejansko pripravljeni pomagati v takih situacijah. Izredno zahtevno je bilo to, no. Tako težavno obdobje še sploh, ker kot prvo, jezik sem znala samo na neki osnovni sporazumevalni ravni. Nekatere stvari so se sicer dale dogovoriti v angleščini, ampak večina stvari se ne da dogovoriti v angleščini. To so vseeno državni uradi, kjer se govori češko in se je treba prilagoditi. Tako da začetki sploh niso bili lahki, no, res niso bili lahki. Pač ena ogromna podpora je to, da naša služba deluje iz Slovenije, z Univerze v Ljubljani in je resnično izredno velika podpora Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Tudi tega, kot jaz vedno pravim, eno je institucionalna podpora, drugo pa je človeški faktor. In ta človeški faktor na Centru za slovenščino resnično živi, tako da tudi, ko je bilo treba se samo potožiti, da je nekaj težko, sem imela vedno nekoga, ki mi je prisluhnil. Po drugi strani pa zato, ker jaz nisem zaposlena na Češkem, ampak v Sloveniji, je to za sabo prineslo
še en kup enih komplikacij in če to samo ponazorim s tem, da prve 3 mesece, ko sem prišla delati na fakulteto, nisem dobila kartice kot zaposlena, ker pač nisem zaposlena, nisem študentka, imam en eksterni status in niso vedeli, kateri tip kartice naj mi dajo, kdo bi mi to moral dati, kako naj pridemo do te kartice in trajalo je točno do božičnih praznikov. In od 15. 20. septembra, ko začnemo s poukom, ali pa 5. oktobra, ko smo recimo takrat začeli, do konca decembra sem jaz vsak dan moledovala vratarja, da me spusti na svoje delovno mesto in ta isti vratar mi je čisto vsak dan odgovoril, da če nimam kartice, tam nimam kaj delati. Zdaj, vratar je alfa in omega pač, ne. K vratarju je šla tajnica oddelka za slavistiko, je šel predstojnik oddelka za slavistiko, da sem njihova, da naj me spuščajo, da nimam kartice. Ampak vratar je na tem vztrajal do konca decembra. In ko sem prišla januarja prvič s kartico tja, in si odprla vrata, mi je pomahal iz vratarnice in rekel, no vidite, zdaj pa imate kaj delati pri nas. Dobro. Dobro, ja. Ja, verjetno pa, kako pa je sin to sprejel takrat? Sin je bil majhen, star je bil 3 leta, tako da se je počasi prilagajal preko vrtca. Srečo smo imeli, da smo našli en privat vrtec, kjer je bilo zelo malo otrok in imeli so enega moškega vzgojitelja, ki je bil neizmerno potrpežljiv in Tin je zelo hitro vzljubil tisti vrtec. Zdaj, otrok, ko je tako majhen, osrka jezik, tik-tak, ne, in potem z naslednjim šolskim letom je dobil državni vrtec, kjer so prvega pol leta še opazili, da še mu morajo kje z jezikom kaj pomagati, potem je pa vse steklo, no, tako da ni imel nekih večjih težav, no, sploh. Ko je pa vstopil v šolo, je pa govoril češko kot rojeni govorec in dejansko ni bilo več slišati. Imel je samo eno težavico, ker ima češčina seveda drug fonetični sistem, drug glasovni sistem in vsi, saj veš, ko kdo govori za češčino, vsak izpostavi tisti njihov r s kljukico, ž, ki se ga tujci naučimo povedati. Ali pa tudi, če ga ne povemo perfektno, ga vsi razumejo, ne? Mislim, vsi slišijo, kaj smo želeli povedati. Nas pa zmučijo z 2 h-jema, kar našim Primorcem ne bi bilo tako težko, ker je eden od teh 2 h-jev ta grleni h, ki ga povejo Primorci naravno. Eden je pa malo bolj zveneč kot naš, bolj h zveni. In ta h, s katerim se jaz zdaj tudi tukaj pred mikrofonom grozno mučim, te razlike ne jaz in ne Tin nisva slišala. In za Tina je bila frustracija, ko je v 3. razredu začel pisati nareke, ki jih je v češčini ogromno, ker je zelo težek jezik za pisati, in on ni slišal teh 2 glasov. To je v bistvu bila največja stvar, ki smo jo morali prebroditi, zato da mu bo šlo vse lažje, no? Ker vse drugo se je možno naučiti, to je pa treba slišati, ne? In takrat je dobil v bistvu enega učitelja fonetika, enega prijatelja, ki se je s tem z njim malce ukvarjal, zdaj pa od takrat naprej pa tudi s tem nima več težav, no. V družbo se je pa vključeval tako, kot bi se v Sloveniji. To je majhen otrok, ki s tem raste in njemu je, on v bistvu v tej kulturi zdaj funkcionira boljše kot jaz, ker on nima tako močne te primerjave, kot jo imam jaz. On s tem živi, s tem je odrastel in njemu so vsa pravila, ki jih ima češka družba. Bistveno lažje je pri 3 letih sprejeti neko novo stvar, kot pa pri 12, na primer. Ja. In on se počuti kaj bolj Slovenca, bolj Slovenec. Čeha, Slovenec. Točno sem vedela, kaj še absolutno. odgovorila. Ja, absolutno. No. Tudi je, dejansko je tako, da ne vem, jaz še vedno uporabim stavek, jaz grem domov, ko grem v Ljutomer. Pa tudi, če se tudi tam počutim doma, ampak tako, kot sem povedala, tudi tam se počutim doma. No, ja. No, mislim, vsaj verjetno je tudi k temu pripomore to, ne, da ti tudi zaradi službenih obveznosti, pa drugače na splošno veliko prihajaš v Slovenijo in je on tudi veliko v Sloveniji. Ne. Drugo je, na primer, ko ne vem,
otroci ne prihajajo v Slovenijo in se pač ne morejo pogovarjati slovenščine. Ne? Ja, ko gre za bistveno večje distance, neke razdalje časovne, tudi vseeno, ne vem, mogoče morava povedati, da moja vožnja do Ljutomera traja 4,5 ure, ne, ali pa 5 ur, recimo, traja naše potovanje od enega doma do drugega doma, kar je dejansko v petek po službi in zvečer ob 7-8 smo že v Sloveniji. Tako da smo vseeno blizu. No. Za neke evropske razdalje smo blizu. Ne. V Sloveniji je to sicer daleč, ker je Slovenija majhna država, ampak na Češkem to ne zveni tako daleč. Ne. Ne, saj 5 ur res potem ni neka grozna razdalja. Ne. To je isto, kot da se pelješ na hrvaško obalo, malo niže od Dalmacijo, ki se v Slovenci vozimo. Tam še stojiš koloni par ur. Ja. Tak da je, ja. Mislim, ni. Drugo je biti verjetno profesor slovenščine na Japonskem ali pa kaj pol je bistveno težje. Absolutno. In potem praviš, zaživela si na Češkem. Kako pa funkcionirajo, ker poznaš tudi Slovenijo? Kakšna je razlika med študenti? Mene je presenetilo, na vaši univerzi me je presenetilo to, da na univerzi ni nobenega grafita. Mislim, zelo lepa stavba, lepo urejena. Ko priješ noter, ni pa popisano, ni grafitov, ni nič. Ne deluje neki tisti, ki smo jih mi v Sloveniji vajeni. Ja, tukaj bom mogoče povedala, da so Čehi vseeno precej poslušen narod. Češka kultura je strožja od slovenske kulture. Da mi to ponavadi primerjamo, Slovenci to radi primerjamo z Avstrijo, ne? Kjer so tudi, mi se nekako zavedamo, da je avstrijska kultura nekoliko strožja od naše. Bolj točni so, bolj pedantni so in takšna je tudi češka kultura. Jaz jo recimo vidim zelo podobno tej avstrijski kulturi v smislu službenega nekega življenja in tudi neke te discipline, ki se zahteva. Tam preprosto pravila veljajo, pravil se ljudje držijo, zato ker vejo, da se pravila tudi izvajajo in da se izvajajo tudi sankcije razne. Tako da nekako težko primerjam sicer naše študente s slovenskimi študenti, ker pa nimam te izkušnje, kako je delati s slovenskimi študenti. Ne? Jaz sem bila slovenska študentka, vem, da se tako zelo pravil nisem držala, kot se mi zdi, da so naši študenti pridni v Brnu. Izredno delovni so, izredno pridni, vejo, da takrat, ko se od njih nekaj pričakuje, da je to treba izpolniti. Nimamo nekih težav v smislu neizpolnjevanja nalog, ampak zelo težko je primerjati, kot pravim, tudi zato, ker je naše delo tako, da jaz veliko dela opravim individualno študenti ali v res majhnih skupinah. Poleg tega sem zanje ne samo učiteljica, materna govorka jezika, jaz zanje nisem tudi po nazivu tam, nisem profesorica, ampak sem učiteljica, lektorica, kot se to tudi uporablja. In jaz sem dejansko njihova in z mano oni delujejo bolj na principu drug drugemu pomagamo do tega, da pridemo do skupnega cilja. Tako da je to eno tako medsebojno, ne vem, razumevanje, spoštovanje, v bistvu se imamo precej radi, no, ker smo precej časa skupaj, ogromno aktivnosti skupaj pripravimo, tako da mogoče je to tudi, ne, tudi ta faktor igra svojo vlogo pri tem. Mogoče je tudi to, ko se nekdo odloči za študij slovenščine, potem misli resno, mislim, ne gre študirati slovenščine zaradi tega, da bi mu je mama rekla, kot mogoče pri nas gre marsikdo na študij, ker je pač to neka obveza, da končaš srednjo šolo, pa greš študirati. Ne? To je res, to je tako specifičen študij, da si ga je potem že človek res moral izbrati. Ne, kot prvo, to ni tako kot medicina, pravo, ne vem, nasploh pedagoška fakulteta s pedagoškimi raznimi študiji, niti znano ni tako zelo, ne, da ti študiji vsi obstajajo, tako da to pomeni, da je človek se moral potruditi, da sploh pride, ne, do tega študija, da ga ta študij nekako nagovori, da ga najde, da ja. Pa tudi, kot si dala manjše skupine, koliko imaš na letnik? Izbirnih je več, teh rednih študentov je pa verjetno manj. Rednih študentov je pa po eden na letnik na specializaciji slovenščina. Izbirnih študentov je tam 15 do 20 na leto, tudi do 25, kdaj pridemo, v 3 nivojih jih učim, včasih celo v 4, to pomeni 4 leta zaporedoma izbirne študente, kar potem tudi pomeni, da pridejo do zelo
do zelo visoke ravni znanja slovenščine, tudi z izbirnim predmetom. Tisti, ki pa prav slovenščino študirajo, tam pa imamo po enega na letnik trenutno. Ampak nekako se moramo zavedati tudi tega, da 10 ljudi na letnik ne bi imelo kaj delati s slovenščino. Je kar nekako smiselno, mogoče ne toliko z ekonomskega stališča, ampak če pogledamo na praktično uporabnost tega študija, je pa dejansko nekako eden na leto, če v Brnu konča, pa potem še študij v Pragi in v Pardubicah, tako da če bi dobili 3 do 5 ljudi na leto, se že morajo kar malo s komolci prerivati na trgu delovne sile. Za tega enega človeka našega je pa vedno mesto. Vedno tudi najdejo uveljavitev na trgu delovne sile. Kaj dejansko ti ljudje potem na Češkem delajo, če ostajajo v Češkem? Tisti, ki ostajajo na Češkem, delajo v mednarodnih podjetjih, ki delajo za slovenski trg. To je ena od možnosti. Potem delajo v slovenskih podjetjih, ki delajo na Češkem, ker jim je zelo koristno, da znajo oba jezika. Nekateri najdejo mesto tudi recimo na veleposlaništvih, ali v Pragi ali v Ljubljani. Eno študentko imamo, kot je bila zdaj dolga leta lektorica na Univerzi v Ljubljani za češčino, ker je znala tudi slovensko, zdaj trenutno deluje v Zagrebu. Tako da, nekateri pa preprosto prevajajo, se najdejo v tem, da prevajajo za razne, spletne trgovine, za podjetja, literaturo, da prevajajo. To sicer ponavadi malce pustijo še kakšno leto, da slovenščina popolnoma dozori, ampak trenutno imamo ravno eno študentko, ki se zelo, zelo podaja v te vode literarnih prevodov. Se kar najdejo, kar tudi nagovorijo jih že podjetja, ker jih tudi prosijo, da pridejo delati na kakšne sejme, na kakšne predstavitve Slovenije. Zelo hitro se jih tudi vključi, ker smo nasploh vsi lektorati po svetu nekako se trudimo zelo se zliti s tem okoliškim svetom na način, da tudi okolica izve, da imamo tam ljudi, ki postajajo, ki se šolajo za to, da bodo strokovnjaki na določenem področju. In potem tudi že prej nas začnejo nagovarjati, če imamo koga primernega za tole, pa koga primernega za tisto, da rabijo koga z znanjem jezika. Tako da se potem lahko vključijo. Potem vi sodelujete, tudi dobro sodelujete z gospodarstvom in z drugimi skupinami. Ja, precej. Najlažje je sicer to vzpostavitev kontaktov s slovenskimi podjetji, ki delujejo na Češkem. Tam so za nas še bolj odprti in nas že v osnovi tudi želijo vključiti. Z veleposlaništvom je izredno dobro sodelovanje, ampak to je tako z tega stališča skrbi za študente, kot tudi to, da smo tudi mi nekako službeno povezani in smo v kontaktih, zato je to tudi lažje. Tudi preko veleposlaništva študenti velikokrat dobijo kakšne priložnosti ali pa če nič drugega, vsaki generaciji študentov predstavimo delo veleposlaništva, tudi gremo na obisk, nas tudi sprejmejo. S češkim gospodarstvom tam pa gre dejansko bolj za povpraševanje trga, ko resnično rabijo koga, ki bi jim pomagal z jezikom. Potem organiziraš tudi te študijske ture, da pridejo študenti v Slovenijo. Kaj jim je najbolj všeč? Ali kaj jim je najbolj všeč in s čem imajo pri slovenskem jeziku, ki velja za kar zelo težek jezik, s čem imajo največ težav? Največ težav dela besedni red. To je tisto, pri čemer jih skoraj ne moremo čisto popolnoma usposobiti. Besedni red je tisti, ki nekako ostaja. To jaz vedno pravim, če bi želela koga vreči na izpitu, je dovolj, da dam naloge iz besednega reda, ker tam preprosto nimamo tako zelo trdnih pravil, kot jih ima recimo nemščina, kjer se to da na pamet naučiti in je vedno vse prav. V slovenščini ni nujno, da je vse prav. Češčina ima nekoliko lažji besedni red kot slovenščina, zato jim je to težko. Potem druga stvar, ki dela težave, je naglas v slovenščini, ker se kar nekako premika po svoje in nam včasih nagaja. V češčini je namreč stalni naglas na prvem zlogu in oni s tem nimajo težav. V češčini tudi tujci s tem nimamo težav. In šele na tretje mesto bi dala to našo poetično dvojino, ki jo vsi pričakujejo absolutno na prvem mestu, ampak ni tako zelo. Tudi jaz sem pričakoval, da boš rekla dvojino.
Ja, dvojina je dejansko lažji konstrukt, vsaj za študente na Češkem, ker se naučijo končnice. Končnice tako in tako niso težke. Mislim, končnice se naučimo tako, kot se jih naučimo pri sklanjatvi samostalnika, se jih naučimo pri glagolu in ni to nič takega, kar bi jim delalo težave. Bolj je ta miselni preskok, da dokler govorijo tako, da si stavke sestavljajo v češčini in jih v glavi prevajajo v slovenščino, morajo pomisliti na to, da tokrat pa nismo 3, ampak sva bila 2. Pa moramo uporabiti dvojino. Zato gre bolj. Ne zato, da je ne bi prav uporabili, ampak zato, da se človek spomni, 2 sva, nismo 3. Tako da je treba pač uporabiti dvojino. Bi jo pa dala na 3. mesto, to dvojino. No, kaj pa potem, če se še vrnemo malo na tvoj študij, diplomirala si slovenščino, potem si nadaljevala pa zgodovino, slovenščina zgodovina, potem si nadaljevala na magisterskem študiju, kjer si se ukvarjala z narečje, z dialekti. Kako je pa s tem v Sloveniji? Nekateri trdijo, da ta narečja slovenski jezik bogatijo. Kakšno je to tvoje mnenje? No, moje mnenje je absolutno to, da ga bogatijo. V dialektologijo me je upeljala profesorica Vera Smole, moja mentorica tudi dalje na študiju. In to je bilo tudi eno obdobje, takrat po študiju, ko sem celo malce upala, da se bo na tem področju zame odprla pot, ampak s tem, da je potem prišla tujina, dejansko človek nima več dovolj stika z govorci narečij, da bi jaz še lahko, v tistih kratkih vikendih, ko sem tukaj prišla do informatorjev, da dobim gradiva in tako naprej. Tako da tam se je nekako, ta pot se je pa dejansko nekako malce pretrgala s tem, da sem zunaj in ne doma. Narečja so pa po moje eno ogromno bogatstvo. Mogoče celo pri nas na vzhodu to čutimo še bolj kot drugje, čeprav vsa narečja so dejansko naše pristno sredstvo komunikacije. Takrat smo najbolj domači. Jaz dvomim, da se kdorkoli od nas skrega s partnerjem v knjižnem jeziku. Knjižni jezik ima svojo funkcijo, je sredstvo formalnega sporazumevanja, formalnega nastopanja. Seveda moramo imeti to kompetenco, da govorimo tudi knjižno, ampak narečje je pa tisto, jaz skozi pravim, jaz se z otrokom ne morem pogovarjati knjižno. Ko včasih me kdo vpraša, kdo ga pa uči knjižno slovenščino. Učimo ga počasi, radio ga uči, televizija ga uči, ampak jaz sem njegova mama. Jaz z njim ne morem komunicirati drugače kot najbolj pristno, kar je pač moje narečje. Tako da narečja so vsekakor pomembna in se mi zdi ravno, da je tudi, kot si dejala, da Čehi te spustijo med sebe, ko dovolj dobro poznaš njihov jezik. In verjetno je tudi med narečji je težja komunikacija z tem strokovnim jezikom ali pravim jezikom je bistveno težje komunicirati, kot če midva komunicirava čisto v narečju. Bistveno domača je, bliže ti je. Zdaj, na Češkem je malo drugače, ker ima ta knjižni jezik mogoče malo drug status, mogoče nekako višji status in tudi ljudje v več govornih položajih govorijo bolj knjižno. Hitreje preklopijo nekako na knjižni jezik, tudi narečja niso vse povsod tako močna na Češkem, kot so pri nas. Tako da, se mi zdi, da je malce druga situacija z narečji na Češkem kot pri nas. Da mi bolj, naši študenti, moji študenti, ki pridejo v Slovenijo, imajo težje delo s tem, kot ga imam jaz, ko pridem na Češko. To sem v bistvu želela na ta način primerjati, da zame to ni tako težko, ker Čehi ne pričakujejo, da bom začela govoriti narečno, celo všeč jim je to, da je jezik lep, knjižni in da ni zaznamovan. Pri nas je pa druga situacija, ker mi pa, sploh mojega moža, ki je Čeh, je iz Brna, Moravan je, ko pride na Štajersko, se mi zdi, da so najbolj veseli vsi tega, da jih razume tudi prleško, pa da jih razume prekmursko, pa da šele od takrat, ko on tako tekoče govori slovensko in
obvlada vsa ta narečja, sicer ne govori v narečjih, ampak jih pa razume, je čisto zares tudi naš nekako. No. Ljudje ga bolj sprejmejo. Ja. Zdaj praviš, mož je Čeh, ti si Slovenka, dejansko. On govori slovensko, ti govoriš češko. Kaj je uradni jezik družine? Prleščina. Prleščina. Malo za šalo, malo za res, ampak res, no, slovenščina, ker takrat, ko sva se spoznala, še nisem znala češko na takem nivoju, da bi se lahko dejansko pogovarjala v češčini in sva najina komunikacija se je že začela v slovenščini. Moj mož je takrat že zelo tekoče govoril slovensko, on je namreč sodni tolmač za slovenščino in študij v Brnu ima zaključen, ta isti študij, na katerem jaz zdaj učim, ampak še pred mojim časom lektorovanja ga je on zaključil, tako da sva v osnovi začela komunicirati slovensko. In pa tudi v interesu nama je dejansko obema. Njemu, ker dela ogromno slovenščino, ki je njemu tuji jezik in bolj ko jo pozna, lažje mu je, ne, tudi z vsemi možnimi dialekti in z vsemi možnimi zvrstnimi različicami slovenščine, glede na to, da prevaja in tolmači najrazličnejše stvari. Ne, njemu se tudi zgodi, da pride tolmačit na Koroško, prodajo traktorja, ljudje se ne pogovarjajo knjižno in on se o tem mora znajti. Meni je v interesu, da govorim slovensko, zato da pač sem jaz tekoča v slovenščini, nočem, da prevlada češčina, ne? In pa predvsem je pomembno, da sin govori doma slovensko, ne? Ker ima celo okolje okrog sebe, ima češko, šola je v češčini, zelo pomembno mi je, da vse, kar se mu v šoli dogaja, tudi meni pove slovensko. Tako da ohranjate nekako, bi lahko dejali, dvojezična družina. Ja. Ja, na nek način. Ne? Ja. Vseeno, če pogledava, zanimivo, ne, kako se ta poti križajo. Ne? Tvoj mož je študiral, mislim, da je bil na izmenjavi v Sloveniji, študiral je slovenščino, ti si bila na izmenjavi v Češkem, sam se nista še takrat srečala. Nisva. Pozneje sva se srečala. Pozneje sta se srečala. Zanimivo, kako se prepletajo te poti in koliko let še ostajaš na Češkem? Za 2 leti si šla? Načeloma še za dolgo. Tako bom odgovorila. No. Ja, verjetno je tudi priložnost, mislim, vseeno si v tujini, ne, ampak vseeno spet toliko blizu doma. Ne. Če bo le mogoče, da ostanem sploh v tej službi, je to resnično ena krasna priložnost za učitelja, da ima to možnost. Sploh tega nekega predstavljanja Slovenije v tujini, ne, tudi z raznimi dogodki. Tudi v tem vidim eno izredno pomembno poslanstvo, to, da širimo to slovensko kulturo ven, da učimo ta jezik, da če bi se dalo, bi ostala zavedno. No. Tudi tako v službi, kot tudi sicer se tam počutim vedno bolj doma. Pač. Tudi vse zadnje sin je že v gimnaziji, ko bo končal srednjo šolo, ne vem, kam ga bo pot peljala, ampak dejansko je njegova osnovna družba prijateljev pač tam. Ja, vsekakor. Ne. Zelo lepo si rekla, ko smo sedeli na kavi, da zelo rada prihajaš domov, ampak ko se enkrat odseliš od doma, si potem, ne vem, če bom povedal prav, doma si potem izseljenec, v tujini pa si tujec. Tako, točno. Tako lepo rečeš, sem tu doma in sem tam doma, tako da si sprejela. Verjetno je pa tudi veliko k temu pripomore, da se v tujini počutiš bolj doma, če obvladaš njihov jezik. Ja, absolutno. Tudi to, ko sva prej omenjala, da te Čehi sprejmejo, ko postaneš bolj vljuden, ne? Dokler jezika ne obvladaš zelo dobro, je marsikatera stavčna, marsikatera fraza izveni malce groba, ne? Ker tudi nam je zelo drugače reagiramo, če ti nekdo reče, hočem kavo, ali pa lepo pove, želel bi eno kavo, a mi jo lahko prineseš, prosim, ne? Je pač drugi način komunikacije in drugače sprejemajo to, seveda. Je pa tole, kar si omenil, no, to, kar sem že tudi sicer večkrat omenila, da si v tujini vedno tujec, doma pa postaneš izseljenec, ne, za vse tiste, ki te
spremljajo nekako, ki so bili prej vsakodnevno ob tebi, zdaj pa ti nekako odideš iz tega njihovega življenja. Se mi zdi, da odkar sem to sama sebi nekako na ta način poimenovala, da sem tudi sprejela to dvojnost. Ker zelo dolgo me je to begalo, to, da ne vem, kam spadam, kje se počutim boljše. Bistveno bolj sem primerjala vse. Zdaj pa ne vem, tole mi pa je tu težje urediti, tam bi bilo lažje, ampak tole je pa tukaj lažje, pa bi bilo tam težje. Zdaj pa ne delam več toliko teh primerjav, preprosto vem, da sta si kulturi sicer podobni, evropski, srednjeevropski, ampak še vseeno različni, da sem v eni rojena, sem državljanka, sem materni govorec, seveda je lažje, in da sem v drugi tujka, ampak da ima tudi to nekatere svoje prednosti. Se mi zdi, da mi je od takrat bistveno lažje živeti to dvojno življenje. No, in vidim bolj bogatstvo tega dvojnega življenja, kot pa neke ovire in težave tega. Ne razmišljaš tako kot marsikdo, ne vem, spomnim se teh ljudi tudi pred leti, ko so šli delati v Avstrijo, pa tudi v Nemčijo. Zdaj sem se odselil v Nemčijo, čakam penzijo, prijem domov, ne. Mislim, verjetno, če si razčistila v glavi te stvari, je pol bistveno lažje. Eno zanimivo vprašanje se mi je porajalo zdaj vmes, ko si dala primerjavo s kavo. Gre kdo na Češkem na kavo ali greste samo na pir? Ja, večinoma na pivo, ker je bistveno cenejše kot kava. Kava je tam luksus. Na kavo se sicer zdaj že hodi. Take te mlajše generacije vidim, da že grejo tudi na kavo, pa to ne pomeni, da zdaj, ko pridemo v Brno, da tam ljudje ne posedavajo na kavah, ampak ni pa to tako tipično za njihovo kulturo, kot je za našo. Ne, mi imamo že to eno osnovno frazo, a greva na kavo, čisto eno je, kaj si bova naročila, ne? Na kavo sva šla. Ja. Tudi danes sediva na kavi, pa nimava kave pred sabo. Oni pa preprosto grejo na pivo, pa se ni mus, da bodo vsi pili pivo. Ampak to je recimo meni največje presenečenje zame je bilo, no, ko sem jaz enkrat sedela na kavi v kavarni in pri sosednji mizi je sedelo 5 resnično starejših gospa. To pomeni, čez 70 let so bile stare in vse so imele pred sabo veliko pivo. In to je v bistvu to, kar kaže njihovo kulturo. One se ne dobivajo na kavi, dobivajo se na pivu. Meni je bilo zanimivo, ko smo bili v Brnu, ne, in smo zvečer, pač se veš, ko mi gremo na pivo, ne, vsak da za rundo in to je to, ne. Ampak smo sedeli in se je dejansko pivnica dokaj hitro začne prazniti. Tam bilo je med tednom sicer, proti 10 uri, mislim, da smo že smo eno rundo naročili, pa je že tak na takar malo pogledal. Vidiš, to zdaj potrjuje tisto mojo teorijo, da so disciplinirani in točni. Ja, na pivo se tam hodi ob 5 ali 6 in gostilne, pivnice se zapirajo najpozneje ob polnoči. Nekatere ob 10, nekatere ob 11, nekatere ob polnoči in večinoma Čehi takrat grejo res domov. No. Ni tega tipa žuranja kot pri nas, da se ob 10 šele nekam gre in se potem žura do jutra. To sicer v Brnu predvsem tuji študenti seveda imajo tudi najrazličnejše klube in žure in vse to živi, ampak tipična češka kultura je pa taka. No, moj mož recimo s prijatelji hodi na pivo ob 5 in včasih je ob 11 že doma, tako da še jaz niti spat ne uspem oditi, preden pride. No. Zanimivo, ja, čisto drugačne navade, ki so verjetno pač posledica tudi nekih preteklosti, neke zgodovine. Pri nas je to bilo malo drugače, ampak ja, mislim, nič narobe s tem, ampak ko prideš v drugo kulturo, če malo opazuješ, pač hitro ugotoviš tudi te razlike. Mogoče še malo, če se vrneva na to tvojo pot na Češko. Marsikdo reče, bi šel v tujino, pa saj ne znam jezika, pa ne vem, angleščina tudi ni vse, ne. Kako je tebi uspelo, ker vem, da zdaj sva se pogovarjala o narečjih, si mi razlagala že češka narečja, to pomeni res obvladaš češčino. Kako si se spopadla s češčino, ker sama si dejala, ko si prišla tja, nisi bila ravno najboljša govorka. Kako je potem si se ob službi, dejansko res je, da si tudi morala komunicirati študente, verjetno tudi v češčini, ne samo v angleščini.
Ne, večinoma z njimi komuniciram slovensko. Zelo hitro začnemo komunicirati na ta način, da jaz govorim samo še slovensko. To imajo moji študenti najrajši, ker sploh pri izbirnih, tam jim dam recimo prvo celo leto, da še mi lahko maile pišejo v češčini, ker je vseeno lažje, ne? Ker se to slovenščino učijo vseeno samo 2 uri na teden. In potem, ko pridejo v drugo leto svojega učenja, pa mi napišejo prvi mail v češčini, jaz odpošljem samo odgovor, ne razumem, prosim, napišite mi slovensko. Seveda vejo, da je zatem oni me že zelo dobro poznajo takrat, tako da si to lahko tudi dovolim in se z nasmeškom potem spustijo v to, da začnejo pisati slovensko. Seveda je to za njih frustracija, zdaj jim malo pomagajo prevajalniki, kar je malo slabša varianta, ampak večina se jih kar trudi in potem vejo, zakaj sem to naredila, tudi sprejmejo to kot en del nekega mojega truda za to, da bodo oni čim prej dobri v tej slovenščini. Z temi študenti, ki so na specializaciji slovenščina, tam pa začnemo skoraj načeloma že v 2. semestru. No. Prvi semester še v češčini. Zdaj v angleščini nam to nikoli ni šlo. Kot prvo se jaz ne morem ravno pohvaliti z nekim res vrhunskim znanjem angleščine, sicer se dogovorim in vse, ampak ni to ravno angleščina, v kateri bi se počutila dobro za recimo javno nastopanje. Tako da smo morali to dati skupaj. Na drugi strani pa na Češkem nasploh angleščina ni tako močna, kot je pri nas. In je tudi odvisno od generacije in odvisno od študenta osebno, ali bi bil on z mano sposoben se tole dogovoriti v angleščini, tako da tega sploh ne poskušamo. Sploh ne uporabljamo angleščine pri pouku in pri dogovorih, ampak smo takoj od začetka morali spraviti skupaj dogovore v moji češčini, v njihovi slovenščini in v tem, da smo drug drugega razumeli kot Slovani. Preprosto. In smo tole tudi uspeli. Ampak potem, ko smo dali skozi tisto prvo leto, ki je bilo zame glede češčine res težko, sem se pa jaz v bistvu še 5-6 let zelo sistematično učila češčino z učitelji, zelo pridno delala na tem, da sem potem po nekih, tako če malce samokritično povem, ampak recimo po nekih 8 letih prišla do tega, da se pa v češčini zdaj res počutim kompetentna tudi za javni nastop, tudi za predavanja v češčini. Seveda vem, da me slišijo, da sem tujka, vem, da naredim katero napako, ampak vem tudi, da je to osnovno sredstvo komunikacije pa poteka, oni res vejo, o čem jaz govorim in tega tudi ni več tako težko poslušati, ker to ni prepleteno z milijonom napak. Je pa trajalo kar dolgo, še poleg tega, da sta to slovanska jezika. Češčina je namreč izredno zahtevna fonetično za nas, ker ima zelo dosti mehkih soglasnikov, ki jih mi težko izgovarjamo. Poleg tega pa je mogoče, eno je to, da je težko zagovoriti, drugo je to, da jaz delujem na področju, kjer so moji sodelavci sami jezikoslovci. In mi smo mogoče bolj strogi nasploh pri tem. Prej slišimo napako, ki je mogoče nekdo drug niti ne bi slišal, pa tudi pričakujemo drug od drugega, da bodo ti jeziki na zelo visokem nivoju. Zato je mogoče v tem tudi ena malo dodatna trema, ki je mogoče ne bi imela, če bi češčino uporabljala samo za sredstvo komunikacije na ulici. Če se vrneva na učenje češčine, pa mogoče praktično, če se jaz zdaj odločim, da odidem na Češko, sicer jaz niti osnov nimam, je pa res, da ko prijem na Češko, se mi vedno zdi, ko poslušam češčino, da mi je blizu, pa si rečeš, čisto enostavna je, češčina je tak prav enostavni jezik, ampak ko pa poslušaš, pa potem ne razumeš, pa več ne veš, pa rečeš, povedati pa tak ne znam nič. Ampak rečma, da nekdo res, ko pride, da ima neke tiste osnove, kaj mu priporočaš, kako se naj loti potem učenja jezika? Tako kot vsakega drugega. Čim več z drilom, z učitelji in pa s tem, da je čim več inputov v češčini. To pomeni, prestaviti telefon v češčino, gledati samo v češčini programe, gledati filme v češčini, tako kot svetujem svojim v slovenščini. Čisto vse, če se le da, še sisteme računalnikov, ker
Sej v maternem jeziku tako in tako poznamo te izraze, ne? Tako je. Facebook nastaviti v drug jezik. Vse tisto, s čimer so oni konstantno v stiku, mora biti v slovenščini. Zato, ker drugače sploh tega živega jezika ne morejo spremljati, ne? Naši učbeniki so vseeno knjižno slovenski. Treba je dobiti še ves tisti spekter slovenščine, ki pa živi predvsem na internetu, ne? Tako da vključevanje in pa na začetku vsi svetujemo, to vsi učitelji jezikov svetujemo, peti v tujem jeziku, po možnosti ob tistih tekstih karaoke, ki jih najdemo, da nam ni treba misliti o besedah in s tem mi natreniramo artikulacijo v tujem jeziku, smo sposobni hitreje govoriti, naučimo svoje mišice, da delujejo tudi v tem drugem jeziku in to je ena od najboljših stvari, tako je na začetku učenja. Sej ni nujno, da razumemo vsako besedo. Pomembno je, da govorimo in govorimo. To pomeni, ko si ti prišla na Češko, ni bilo enostavno biti tvoj sosed, če si prepevala pa pol dan. A bi mi rad povedal, da ne pojem dobro. Ne, če gre potem za artikulacijo. Nekaj so včasih ropotali, ampak nisem vedela, zakaj. Malo heca. Po radiatorjih je bilo slišati, veš. Po radiatorjih. V glavnem, vseeno ogromno mladih, ne, danes je dejansko Evropa, lahko rečeva, postaja ena večja vas, ne. Dejansko mladim je omogočeno študij v tujini, Erasmus, izmenjava in vse te stvari. Kaj bi svetovala mladim? Kaj je boljše, dokončati študij v Sloveniji ali se odpraviti prej v tujino? Ali kako se lotiti? Kaj pomeni tujina? Ker verjamem, da se nekaterim mladim zdi zelo iti v tujino, biti v tujini, ne? Ampak ja, tujina ima svoje prednosti, ima svoje slabosti in sam pri sebi si moraš tudi razčistiti, kaj v življenju želiš, ne? Ja, če bi bila to moja pot še enkrat, ne, ker moja pot je vseeno v enem drugem obdobju študijska bila, ko še ni bilo, so sicer že bile možnosti, ampak ne toliko kot zdaj. Recimo sina spodbujam pri tem, da gre čim prej na vse možne izlete, da izkoristi možnosti videti tujino, spoznati tujino. Mislim pa si, da sploh vse te mogoče študijske izmenjave, ki so ponujene študentom, da so dejansko en varen način spoznavanja tujine. Ker smo vseeno toliko vodeni, tako da absolutno svetujem iti v tujino, ampak mogoče vseeno obdržati nekako, tako kot si rekel, eno to svojo linijo. Ker v tem je ena past, ne? Jaz pridem na študij, končno za vratom nimam vsak dan staršev, ne kontrolirajo me vsak dan, sploh mi, ki prihajamo iz manjših mest, pa potem pridemo v neko večje mesto, katerokoli, ne. In pride potem še ta ponudba, da pa lahko vsako leto še skoraj nekam gremo, ker malo je en program, malo je drugi program, malo nam še katero ekskurzijo ponudijo in tako naprej, da pa je vseeno fino ostati toliko realen, da si ta študij izpolnimo, ne, ker po študiju nas tudi čakajo priložnosti, tako da vsekakor v tujino, zdaj svojim študentom vedno svetujem, da, ugotovila sem, da je za večino od njih absolutno najboljša možnost, ko grejo recimo v 3. letniku v Slovenijo. Sploh glede iz stališča učenja jezika, ker takrat dobijo na študiju že strukturo jezika, oni se naučijo slovnico, imajo slovnična pravila, ki jih začnejo zelo dobro uporabljati, potem pa pride še ta impuls tega, da začnejo govoriti in se to poklopi v eno zelo lepo slovenščino. Ko odidejo malo prej, se nam včasih zgodi to, da še nimajo pravil in potem na to naložijo sicer tekočo slovenščino, ampak je polna napak in te napake potem včasih dlje časa odpravljamo, no, kot bi bilo potrebno sploh. Tako da nekako idealno je, ko odidejo v 3. letniku. Takrat je tudi čas, ko je treba to učbeniško slovenščino in slovenščino iz pouka spraviti dejansko v pravo prakso, v tako prakso, da smo mi sposobni govoriti in po 3 letih se potem konča njihova 1. stopnja študija, diplomska stopnja. Tisti, ki ima to dvoje,
pridno obiskovanje vaj in potem recimo še en semester v Sloveniji v 3. letniku, to so tako lepi uspehi, da si jih je skoraj težko predstavljati. No. Res potem znajo govoriti. Res, ja. Magistrski študij je samo še piljenje vsega tega, piljenje detajlov. Včasih se na magistrskem študiju učimo stvari, ki jih večina Slovencev recimo se niti ne zaveda, se jih uporabljamo prav, ampak se jih niti ne zavedamo, da so to določena pravila, da se tujec mora to naučiti. In po magistrskem študiju je pa znanje slovenščine na nivoju C1, to pomeni, lahko grejo tolmačiti, lahko grejo prevajati, lahko grejo delati karkoli slovenščino. Kako pa drugače funkcionirate Slovenci na Češkem? Kako je s temi združenji? Obstajajo slovenska društva, praviš, da zelo dobro sodelujete z ambasado. Vem, da obstaja tudi slovensko društvo. Kaj je to najbolj močno v Pragi ali potem tudi po drugih krajih? Tako, obstajata dve društvi. Kot prvo, zelo smo povezani, to je prva stvar. Veliko vlogo pri tem dejansko igra veleposlaništvo, sploh pri trenutni veleposlanici, ki se je ravno kar iztekel mandat s koncem julija, Tanji Strniša, je bilo to izredno pomemben del njenega delovanja, je bil to, da nas je povezovala in je to tudi zelo, zelo uspevalo. Društvi pa obstajata dve. Eno je v Pragi, eno je v Brnu, sedežem v Pragi in sedežem v Brnu. Obe delujeta zelo povezano drugo z drugim, tudi prepletamo se ljudje v obeh društvih, dejavnosti se planirajo skupne. Praško društvo ima to prednost, da je v Pragi bistveno več Slovencev, kot jih je v Brnu. Brnsko društvo pa ima to prednost, da za njim stojimo še mi na lektoratu, kar sicer tudi v Pragi, ampak v Brnu je bila vedno ta šola slovenščine nekako taka zelo povezana. Tudi ena skupnost prevajalcev se je ustvarila v Brnu in ta slovenščina nasploh nekako v Brnu bolj živi navzven. No? In s to povezavo z društvom nam dejansko uspeva na dogodke spraviti tudi tam 30 do 40 ljudi. Ravno kot zadnji dogodek, če omenim, ki ga je organiziralo društvo Slovencev, ki ga vodi Alena Šamonilov, sicer v povezavi s tem praškim, ki ga vodi gospod Iztok Toplak, je bil vikend, slovenski vikend. Šli smo v regijo Visočina, to je nekaj takega kot naše Pohorje, če bi to tako primerjala. Tam smo imeli pohode v soboto in v nedeljo, tako na turistični grad smo si ogledali. Potem smo pa imeli večerno druženje v pivovarni, kjer je nastopila tudi naša pevka Ditka. In tam je bilo, mislim, da okrog 35 ljudi se nas je zbralo. No? In smo cel vikend preživeli skupaj, kar se mi zdi zelo, zelo uspešno. No? Tako, in ta druženja imate potem večkrat letno? Ja, ta srečanja Slovencev so približno 2-krat na leto, jeseni in spomladi. Drugače se pa nekako tako dopolnjujemo. Ne? Veliko dogodkov delamo tudi mi na študiju slovenščine, od strokovnih predavanj do literarnih večerov, ampak vse, kar ni čisto na fakulteti, se večinoma povežemo tudi z društvom, da potem recimo društvo k temu primakne še kaj sredstev, da lahko povabimo še kakega glasbenega gosta. No? Zanimivo, da se Češka zelo hitro razvija. Kot sva se pogovarjala, mislim, tudi nekaj prebral, da je češko gospodarstvo v vzponu, kajti velike korporacije prihajajo na Češko, kajti češka plača je manj obremenjena kot drugje. To pomeni, da je tudi za tiste željne Evrope, pa ki želijo ostati, Evrope tujine, ki želijo ostati na slovanskem delu, je Češka ena izziv, ena priložnost? Absolutno, ja. Mednarodna podjetja, to so taki prav veliki valovi, no, da prihajajo z raznimi in klicnimi centri in ne vem, tudi sedeže svojih podjetij izselijo na Češko ravno zato, ker je delavec na Češkem cenejši recimo kot v Sloveniji, kar pa ne pomeni, da je ta plača še vedno kaj bistveno nižja. Ne? Zdaj, ne vem, mislim, da sva se o tem celo pogovarjala. Vem, da takrat, ko sem se preselila jaz, kar je bilo pred 13 leti, je bila recimo moja učiteljska plača nekoliko višja kot učiteljska plača, če primerjamo osnovno šolo, svojo plačo in češko plačo, je bila češka plača nekoliko nižja.
Tudi zdaj, ko pogledam tabele plač, je češka plača še vedno nekoliko nižja, ampak imajo tam ravnatelji recimo bistveno več možnosti nagrajevati svoje delavce in na koncu pridemo na zelo podobne plače. No. Tako da češke plače sploh ne zaostajajo več za slovenskimi. Gospodarstvo je pa tako močno, da jaz sicer nimam toliko vpogleda v slovensko gospodarstvo, ampak češko gospodarstvo izredno napreduje tudi tako, ko primerjam recimo način življenja ljudi, ki živijo okrog mene, recimo moževih prijateljev, ki se njegova generacija, se vidi, da je vsem uspelo si zgraditi res uspešne kariere z dobrimi plačami. Tako da, ja, absolutno je dobra priložnost. Tudi velikokrat so celo ponudbe za Slovence, da pridejo v podjetja pokrivati slovenski trg, nekajkrat na leto se kar zgodi, kakšen razpis tudi jih dobimo. Tako da ni nemogoče, no. Absolutno ni. Tako da je, ne. Zdi se mi, nekateri trdijo, ampak to je nekako pač ta živ neki nacionalizem, ja, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, te vzhodne države, ne. Ja, do nas skoro prehitele. Jaz mislim, da smo Slovenijo že prehitele in če gledam, ne poznam dobro, ampak če gledam Češko, ne, pa gledam Nemčijo, naprimer, ne, imam občutek, da bo prej ko slej, če že ne Češka, tudi Nemčijo prehitela. Ne. Ja, to vas zelo težko ocenjujem. Ne. Zdaj, eden od faktorjev, ki je takšen relevanten in ki marsikaj pove, je ta, da na Češkem ni brezposelnosti. Ne. Tam dejansko iščejo več delovne sile, kot je Češka sama po sebi ponuja, zato se tudi izredno dosti ljudi priseljuje. Zelo dosti je recimo Špancev, Portugalcev, izredno dosti ljudi se recimo sploh v Brno priseljuje, ker zgleda, da je potem, ko se je Praga mogoče, ne vem če, ampak predvidevam, mogoče malce zasičila z vsemi mednarodnimi podjetji, je ta rast se začela v Brnu pred nekaj leti. In zato tudi v Brnu neizmerno rastejo cene stanovanj, ki jih lahko primerjava z ljubljanskimi cenami, zato ker je to priseljevanje tujcev na delovna mesta, ki jih pač Brno ponuja, tako močno. To je isto kot pri nas v Sloveniji, ko se vse korporacije potem odpirajo svoje predstavništva v Ljubljani in tudi tam primanjkuje stanovanj, cene so pa vrtoglave, ne, in tudi najemi gospodarskih objektov, dejansko pisarn pa tega poslovnih prostorov, se zdaj že selijo bolj na obrobje Ljubljane, ker v centru mesta je dražje. Verjetno je v Brnu podobno, mogoče še če rečeva v Brnu, v univerzi, nisva nič dajala, Sarikova univerza, zelo močna univerza, zelo lepo urejena, delujete na večjih lokacijah, mogoče še par besed o univerzi. Ja, Sarikova univerza je ena od teh najbolj priznanih na Češkem. Nekateri študiji so celo bolj priznani kot isti tip študija v Pragi, tako da se dogaja celo to, da iz Prage ljudje pridejo študirati v Brno, sploh recimo pravo in medicina sta izredno priznana študija. Sarikova univerza je ena od univerz v Brnu, ne, ni edina, ker so univerze na Češkem bolj usmerjene na določeno področje, tako da recimo tehnične stroke imajo lastno univerzo, obramba ima svojo, potem naravoslovni študiji imajo svojo univerzo, naša je pa bolj družboslovno-humanistično usmerjena. Fakultete so razporejene dejansko po celem mestu, no, skoraj sploh. Naša filozofska fakulteta je sicer na svojem starem mestu, v centru mesta, drugače pa ena od zadnjih pridobitev sta medicinska fakulteta in fakulteta za šport, kjer se poleg njiju, ki sta malce bolj na obrobju mesta, gradi cel kampus univerzitetni in ta kampus sploh zvečer, ko ga osvetlijo, deluje, kot da smo prišli nekam v vesolje. Prav
neizmerno moderni centri so to. Medicinska fakulteta ima sploh izredno dosti tujcev, zdaj Češka je pač zelo tudi politično nekako povezana z Izraelom. Izredno dosti izraelskih študentov študira na fakulteti za medicino Masarykove univerze. Drugače je pa Masarykova univerza stara toliko kot Ljubljanska univerza, ker so se skupaj tudi borili za ustanovitev ljubljanske in brnske univerze Masarykove, in pri tem je sodeloval celo skoraj da vaš rojak, ni čisto vaš rojak, ne, iz Svetega Jurija ob Ščavnici, gospod Roškar. Svetega Jurija v Slovenskih Goricah. Slovenske Gorice. V redu. Ja, tako je. Ja, Roškarja, o tem je tudi knjiga, ki je bila pred leti izdana, on je bil poslanec na Dunaju, tako drugače pa je v Brnu deloval tudi Slovenec, mislim, da kaj psiholog Rostohar. Mihajlo Rostohar, ja. On je pa ustanovitelj oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti, ja. O njem pa imamo vsakih nekaj let razstavo, pa tudi takole se vsakih nekaj let spomnimo njegovega poslanstva na Filozofski fakulteti. Nekatere stvari organizirajo na oddelku za psihologijo, na nekatere pa spomnimo tudi mi skupaj s Društvom Slovencev, in že dvakrat so nas obiskali iz muzeja v Krškem, kjer so razstavo pripravili. Gospa Helena Rožman je avtorica razstave. Razstava je prevedena tudi v češčino, tako da vsake toliko tudi opozorimo na to, da Mihajlo Rostohar prihaja iz Slovenije. Sedanja veleposlanica, ki ravno kar zaključuje z mandatom, ne, Tanja Strniša, se je zelo borila tudi za ali doprstni kip ali spominsko ploščo na fakulteti, vendar tudi v času njenega mandata pa je to poslanstvo že prevzela še od prejšnjega veleposlanika, ni uspelo, žal, nekako niso čisto odprti na Filozofski fakulteti za to, oziroma nekako nikomur to očitno ni dovolj pomembno, no, da bi se to tudi postavilo. Upamo pa, ker te stvari vseeno potekajo na način, da smo vedno bližje, in upamo, da bo čim prej tudi to uresničeno. Tako, novo študijsko leto, novo šolsko leto je pred vrati. Kdaj se vračaš v Brno? Kdaj začnete v Brno študijsko leto? Vračam se vedno na koncu avgusta, kajti učitelji slovenščine na tujih univerzah imamo v Ljubljani na univerzi in v okviru Centra za slovenščino še izobraževanje na koncu avgusta, kjer tudi dobimo zadnje novosti z področja slovenistike in zadnje informacije glede dela, glede, izdanih knjig in tako naprej, da potem pridemo z ažuriranimi informacijami nazaj na svoje univerze. Jaz se vračam vedno še do konca avgusta, zato ker sin začne s šolskim letom 1. septembra, mi pa začenjamo letos že 9. septembra, tako da smo mi zelo, zelo hitro potem spet nazaj v teku šolskega leta. Ni to skupno za celo Češko, ampak za brnsko našo fakulteto, konkretno za fakulteto. Ni 1. oktober. Ne. Septembra smo potem mi že, tam od sredine septembra se že zelo, zelo pridno učimo. No. Ja, kaj ne rečem, hvala, da si vzela čas, da si nas obiskala v Lenartu, saj Prlekija ni daleč dejansko. Nekako sva ugotovila, jaz sem tudi delno Prlek tik na meji, rojen sem v Bišu, tam bi ne bila meja, tako da sva oba Prleka, samo jaz sem res tisti obrobne. Jaz pa z centra. Centra. Tako, še kdaj se oglasi, da kakšno rečemo, kako kaj na Češkem, kako se tam razvija slovenščina, na splošno slovanski jezike. O teh stvarih se verjetno tudi premalo pogovarjamo, ampak uspešno delo naprej v Brno in seveda tudi, da se še naprej rada vračaš v Prlekijo, pa na splošno v Slovenijo. Najlepša hvala tudi vam, pa tudi za to, da ste mi dali besedo. Z veseljem vas sprejmemo tudi v Brnu, kadarkoli. Tudi tam smo pripravljeni na kakšno predstavitve naših študentov in tako naprej. Tako da z veseljem in tukaj in tam. Tako, še enkrat hvala, Mateja, vam, drage gledalke in gledalci ter poslušalci našega podcasta Neokvirjeno, pa vabimo, da nas tudi naprej poslušate, spremljate in seveda ne pozabite se naročiti na naš kanal in seveda, če stisnete kao všeček, ne bo nič narobe.